sam se sliš. Mikrofone rajš. Se slišimo? Preden je bil kozmos, je bil kaos, ne? Minimalno bomo še počakali, videli, da še nekdo pripravlja. Se ne sliši v redu? Ok. Če bom pozabila na mikrofon, pa bom držala predaleč od tej mikrofona, te prosim, nisem navajena. No, bomo kar začeli. Najprej lepo pozdravljeni na predstavitvi knjige Notranji svet travme. Glejte, ko smo 2-3 mesece nazaj se menili za tole predstavitev, sem si tako mislila, konc maja je že tako poletno, pa vroče, pa vse je tako luštan, pa bo travma taka malo neprimerna tema za tisti čas. No, pa nam je letošnji maj s takim vremenom postregel, da ni sploh tako daleč od travme, se mi zdi. Tako da smo kar v kontekstu. Okay. Sej ne bi se rada preveč šalila iz travme, ker je to zelo resna tema. Bi pa vsem rada, da o njej ne govorimo tako s težkimi občutji. Veliko raje bi videla, da posvetimo to temo, v to senco, ki jo ustvarja travma in da si jo ogledamo. Ker, sej veste, ko nekaj skritega, nejasnega in komaj vidnega posvetimo, potem se nam ta stvar pokaže, razkrije. Tako si jo lahko ogledamo, jo prepoznamo in začnemo razumeti. In na koncu, to navadi z veliko truda, jo lahko tudi sprejmemo, integriramo in tako presežemo. Torej, danes bomo govorili o razumevanju in preseganju travme. Vam še povem, da tukaj ne snemamo, tako obvestilo, vas ne bomo snemali, samo nas, pa pozdravljam še vas na drugi strani ekrana, ker marsikdo ne more priti sem, pa nas lahko gleda prek Facebooka. A dela? Ok. Naj vam zdaj predstavim gosta, ki ste danes z nami. Lucija Logar je specializantka analitične psihologije pri Mednarodni zvezi za analitično psihologijo. Kot lahko preberemo na njeni spletni strani Motovilkin svet, sta osrednji temi njenega raziskovanja simbolika arhetipskih podob v pravljicah in psihodinamika travme. Poleg Kalšedove knjige Notranji svet travme, ki jo predstavljamo danes, je prevedla še knjigo Prapodobe promiskuitete dr. Matjaža Regovca, ki je tudi danes naš gost. Napisala je več člankov z področja analitične psihologije za revijo Anima, ki je naprodaj tudi tukaj v konzorciju in v kateri bo od poletne številke dalje Lucija imela svetovalno rubriko. Lucija pripravlja tudi izkustvene delavnice, na katerih s pomočjo analize sanj in arhetipike pravljic obdelujejo pomembna življenjska vprašanja. Matjaž Regovec je doktor psiholoških znanosti, kvalificirani jungovski psihoanalitik in psihološki astrolog. Je član Združenja psihoterapevtov Slovenije in Avstrijske zveze za analitično psihologijo ter nekdanji član Londonske zveze jungovskih psihoanalitikov, kjer je več let predaval na usposabljanjih za njihove člane. Njegova bogata psihoterapevtska praksa že presega 20 leti, ja.
Od ustanovitve leta 1993 je direktor inštituta IPAL, je tudi vodja tamkajšnjih tutorjev in docent za psihologijo. Od leta 2010 vodi založbo Hermes IPAL, ki je izdala Notranji svet travme in ki izdaja tudi že omenjeno revijo Anima. Napisal je številne znanstvene knjige in članke s področji psihoanalize, psihologije in psihološke astrologije. Imel je že nešteto predavanj in dal več odmevnih intervjujev, zadnjega lahko preberete v pomladanski številki revije Anima. Še jaz. Današnji pogovor bom vodila Mateja Barto. Sem filozofinja in jezikoslovka, največ delam na področju izobraževanja in kulture. Zanimanje za psihologijo, predvsem jungovsko psihologijo, me je pripeljalo na inštitut IPAL. In v 2 letih, kar se srečujemo, se je med nami razvilo kar plodno sodelovanje. Del tega je tudi tale že omenjena Anima, za katero pišem prispevke, jo lektoriram. Sem članica uredniškega odbora, po potrebi prevzamem še kaj. No, to. Toliko o nas, zdaj pa se pravzaprav posvetimo v notranji svet travme. Lucija, bom začela s tabo. Lucija je prevedla tole knjigo. In ta knjiga združuje obe tvoji priljubljeni raziskovalni področji, dinamiko travme in arhetipsko simboliko v pravljicah. Pravljična je tudi naslovnica. A prepoznate, odkot je tale motiv? Čakajte, vam bom dala eno knjigo v obtok. Lahko si jo pogledate, ne krož med vami. Tisti, ki ste bliže, dajte pogledati. Samo tole knjigo rabam nazaj, ker imam citate. Trnulčica, žlizu, ampak ni. Zlatolaska. A poznate izvirno, drugo ime Zlatolaska, mislim, da je šele Disney, kako imenoval. Motovilka, tako. Lucija, zakaj si izbrala ravno to sliko za naslovnico? Ja, najprej hvala za lep uvod in za predstavitev. Najprej bi povedala, da sem zelo vesela, da sem lahko tukaj, da bomo spregovorili nekaj o travmi, ker se mi zdi zelo pomembna tema. Predvsem bi pa rada povedala več o svojih doživljenjih, o prevodu knjige, pisanju člankov, kako sem jaz to osebno doživljala. Zdaj pa mogoče bi en izvod knjige rabila, da bi lahko tole... Ja, a lahko dobim tisto knjigo z listki nazaj? Tako malo boljško vse. Hvala. Izvolim. Hvala. Ja, lahko rečem, da se je pri meni vse začelo z motovilko. To pomeni, da me je ta pravljica in pa sama podoba motovilke zelo prevzela, navdušila. Preden sem začela prevajati knjigo, sem se seveda seznanila z njeno vsebino in v tej knjigi je ena izmed osrednjih nosilnih pravljic, tudi pravljica o motovilki, v kateri avtor tudi največ piše, seveda v povezavi s travmo. In v bistvu, ko sem pač prevajala knjigo in sem kar zelo doživljala to samo vsebino travme, sem potem predlagala, da bi bila za naslovnico tale slika motovilke, ker se mi je pač zdelo, da najbolj ponazarja samo travmo, samo to vsebino. V bistvu sem pa želela, malo sem gledala tudi naslovnice tujih knjig, ki pač pišejo o travmi in se mi je zdelo, da je veliko teh naslovnic v bistvu, da je travma prikazana na tak malo bolj, kako naj rečem, mogoče bolj resen, tak neposreden način. Jaz sem pa v bistvu želela, ker je pač upadala tudi za samo knjigo, da je malo bolj pravlična in zato sem pač predlagala tole sliko motovilke. Da pa mogoče povem, kaj me je pritegnilo na tej sliki. Seveda ta simbolika, ker veliko bomo danes govorili tudi o simbolih. In pa kakšne asociacije sem imela pač v zvezi s to sliko. Tisto zdelo se mi je, da je travma prikazana na dosti realen način, ker to sem želela. To sem pa pač
zaradi tega, ker motovilka ima stolp na glavi, ne? In v bistvu lahko rečemo, da pri travmi imamo tudi nekaj na glavi, ne? Da nas pritiska na vso dušo in telo, sama ta travma. In se mi je zdelo, da to pač je lepo prikazano s tem stolpom na glavi. Pomen sem pa dala tudi barvam, ker pri svojem delu z ljudmi tudi so mi barve zelo pomembne, ta simbolika barv. In v bistvu predvsem sem želela, da je prikazano tudi neko upanje, ne, v zvezi s to travmo. To sem pa pač uvidela pri tej zeleni barvi, ki v bistvu pomeni neko življenje, rast, lahko rečemo, da se pri travmi tudi odločimo, ko obdelujemo to travmo za življenje. Ta turkizna barva me pa spominjala v bistvu na čustva oziroma na solze, ker tudi v svojem članku, ki sem pisala pač o motovilki, sem tudi povedala, da je pri sami obdelavi travme so izredno pomembne solze, da s tem ta traumatski kompleks najbolj obdelamo. Tako da mogoče bi to kratko pač povedala v tej naslovnici, no, in povedala bi še, da so bili zelo pozitivni odzivi, da je ljudi zelo pritegnilo, no, in se mi je zdelo fajn, da še preden nekako zagrizejo v samo vsebino knjige, da se jim pač oči najprej postavijo na naslovnici, no, in se že preko tega lahko malo seznanijo. Da lahko vse malo sodijo knjigo že po klopnicah. Tako, ja. Okay. Kako pa je prišlo do tega, da si se lotila prevajanja te knjige? Ja, lahko povem, da me ta tematika travme zelo zanima, zato ker v bistvu tudi pri delu z ljudmi oziroma v terapevtskem delu se ukvarjam s travmo in sem pač želela poglobiti to znanje. Zdi se mi, da je tega znanja, ker je to res zelo kompleksna tema, premalo. In ko sem v bistvu se seznanila s to knjigo, ko sem jo začela prebirati, me je zelo navdušila, predvsem njena struktura, ker je res napisana na poseben način. Lahko bi rekla, da je to res referenčno delo na področju psihoanalize in na jungovske psihologije, ker se avtor loteva te teme na malo drugačen način, mogoče kot je v kakšnih drugih knjigah predstavljen. Torej, tema je zelo poglobljeno predstavljena. Predstavljena je preko sanj pacientov, s katerimi je avtor Kalšet pač delal. Predstavljene so pravljice, v drugem delu so 4 pravljice. Poleg tega ogromne mitologije, avtor zajema pač iz mitologije. In pa, kar je najpomembnejše, ogromno kliničnih primerov je, navedenih, zelo podrobno opisanih, kar v bistvu potem tudi pomaga lahko pri samem delu, pač pri terapevtih, tako da me je v bistvu to navdušilo. Drugače bi pa rekla tudi, da imam zelo rada jezike, besedo, izražanje in da mi je bil to prevajanje, no, tudi en izziv, ker jezik je bil kar zahteven, strokoven, tako da sem nekako mogla iskati neke najboljše rešitve, kako bi predstavila, ne, to tematiko, tudi mogoče tako strokovno težko temo na malo bolj poljuden način. Tukaj meni se je zdela knjiga kar zelo berljiva, no, glede na to, da nisem iz Foha, sem bila presenečena, koliko veliko razumem. Ja. Dr. Donald Kalšet, avtor tele knjige, je ameriški klinični psiholog in jungovski psihoanalitik, ki predava po vsem svetu. Ne samo terapevtsko delo in raziskovanje, tudi izobraževanje je njegova strast. In v 90-ih letih prejšnjega stoletja mu je uspelo, da je v ameriški interdisciplinarni študij psihoanalize uvedel tudi jungovsko smer. Še danes pri svojih, že konkretno čez 70 letih, izvaja supervizijo in poučuje v medregionalni zvezi jungovskih analitikov. Knjigo Notranji svet travme pa je napisal že leta 1996. In Matjaž, zdaj bi pa tebe vprašala, nekoliko me preseneča, da tako pomembno delo, tako pomembnega avtorja do zdaj še ni bilo prevedeno. Sploh glede na to, da v zadnjih 10 ali koliko letih razne terapevtske prakse vznikajo kot gobe po dežju,
In zanima, kako to, da ste se potem pa vi v založbi Hermes Ipal odločili tole delo prevesti. Torej, to delo je pač eno od teh knjig, ne, ki jih izdajamo v Jungovski založbi in zdaj, seveda, prvič, majhna Slovenija, majhna založba, ne, ena knjiga na leto, tako da mislim, da je to vse uspeh, da je prišla, ne. Prej sta išli dve tudi jungovski učbeniški deli, ne, od Hansa Dickmana, ena je bila v kompleksih, druga je bila pa metodika analitične psihologije. Letos je ta, drugo leto je pa Mačka. Mačka? Drugo leto pride Mačka. Ok, ker sem ravno hotela vprašati, če mogoče obstaja varianta, da boste prevedli tudi nadaljevanje tele knjige, ki jo je napisal leta 2013, gospod Kalšek, Travma in duša. Tudi se ukvarja s travmo, ampak tudi bolj z duhovnega stališča, psihološko-duhovno stališče je zavzel do tega. Torej, knjiga je poseben medij, ne. Knjiga je narejena, dobro, za založnika, ne, za mene kot psihoanalitika, za Lucijo kot prevajalko, za to, da so z Lucijo sodelovala pri prevajanju, da sem lahko uredil, da sem založil knjigo, ampak knjiga je vedno več, ne. Knjiga nagovarja ne samo strokovnjake in bralce, ne, ampak nagovarja celoten kulturni prostor, ne. Tako da, mislim, en človek ali pa ena skupina ljudi, ne, v naši založbi pač nekaj naredi, ne, ampak upajmo, da se tudi kakšna infekcija zgodi. Lucija, bi zdaj šli nazaj k tvojim člankom. Ti tudi članke si začela pisati približno v istem času, ko je ideja za to prevod te knjige padla. Si se lotila tudi pisanja člankov. Prednite do konca zastavim vprašanje, bi pa dva kratka delčka tvojega prvega članka iz revije Anima prebrala. Ta članek ima naslov Arhetipska podoba ranjenega zdravitelja, psihoterapeuta v jungovski analitični psihologiji. V življenju se srečujemo z različnimi bolečimi in travmatskimi izkušnjami, ki nam povzročajo notranje čustvene rane. Z bolečino, ki nam jo te notranje rane povzročajo, se velikokrat čustveno identificiramo. Postane zaznamujoča in težka, ter se kot posledica tega spremeni v trpljenje. Čutimo, da so te notranje rane nepravične in nepoštene, pa vendar jih je treba sprejeti in se z njimi soočiti. To je bil uvod, potem že bolj proti koncu, pa govori tudi o integraciji te rane in o prebujenju v življenje. Temeljno vprašanje, ki se nam zastavlja v povezavi z arhetipom ranjenega zdravitelja je, kako najti ravnotežje med instinktivnim in razumskim delom naše narave. Tu je pomemben proces ozaveščanja, s katerim postajamo celostna bitja ravno s tem, ko začnemo sprejemati in integrirati oba dela. Namreč, dokler se ne soočimo z lastnimi ranami in ne stopimo na pot osebnostnega in duhovnega razvoja, se isti arhetipski vzorci ponavljajo v našem življenju v obliki različnih življenjskih okoliščin in razmer. To je samo malo za okus tega, kako si ti začela pisati. In kako to, da te je toliko naenkrat prijel, kaj te je spodbudil, da si se tako posvetila pisani besedi? Vem pa, da si že prej rada brala in da si ljubiteljica knjig in umetnosti nasploh. Tako je, ja. Ja, rekla bi, da v bistvu eno, kot sem že povedala, ko sem začela prevajati knjigo, sem se gotovo s to vsebino bolj pobliže srečala in sem potem nekako začela tudi pisati o tem. Drugo je pa bilo to, da sem želela to svoje razumevanje travme na en svoj način prikazati, deliti tudi z javnostjo, z bralci, ker se mi zdi to zelo pomembno, ne. To je bil moj prvi članek, ja, kjer sem začela pisati pač o bolečini, ker vemo, da pri travmi v bistvu obdelujemo bolečino, se srečujemo v terapevtskem procesu tudi z bolečino, z ranjenostjo. Potem nadaljevala sem pa potem s ciklusom ostalih člankov, ki so pa mogoče bolj podrobno o travmi govorili prav o tem procesu travme. In hkrati sem tukaj v tem članku želela poudariti, ravno to, kot tudi Jung poudarjal, da vsi, ki strokovno delujejo
povezavi s travmo, torej vsi terapevti, morajo iti čez lasten proces, čez svojo učno analizo, ker le tako lahko potem učinkovito pomagajo ostalim. In ravno ta članek govori o tem arhetipu ranjenega skrbitelja in pa o mitu Kirona. Torej govori o dveh zadevah. Eno, kako v bistvu se srečamo s svojo lastno bolečino, drugo pa v bistvu ta strokovni vidik, kako pač ne bi vsi šli, oziroma je nujno, da grejo čez osebno analizo in tudi, da predelajo svoje nepredelane vsebine, svoje traumatične izkušnje. Tako da mogoče se lahko pomagati drugim. Seveda, ja. Tako da v bistvu v teh člankih sem pa res potem kar tudi eno svoje osebno doživljanje v bistvu pisala. Seveda sem se v samem pisanju in prevajanju tudi jaz srečala, tudi jaz šla skozi neke procese. Srečala sem se tudi s svojimi lastnimi nepredelanimi vzorci, svojo lastno bolečino. In v bistvu sem to želela pač deliti z ljudmi in pa tudi spregovoriti o enih temah, o katerih se mi zdi, da je pač še vedno se premalo govori, kar potem v bistvu so bili odzivi tudi zelo pozitivni, ogromno ljudi se je pač obračalo name, se je našlo v teh temah in so potem lažje tudi sami začeli brskati po sebi in razmišljati o teh temah. No, glede na to, a te še drži to pisanje in to, imaš kakšne plane za naprej še? Glede pisanja, prevajanja pač? Ja, kot sem omenila, zelo rada imam jezik, jezike, besedo, iskanje tudi novih rešitev jezikovnih, ker v bistvu ta knjiga, v bistvu, če govorimo o tej strokovni terminologiji, v bistvu v Sloveniji, v slovenskem prostoru pač ni uveljavljena, tako da je bilo treba tudi veliko rešitev jezikovnih pač nekako najti novih in tukaj sva tudi z Matjažem sodelovala. Zalik noči. Ja, in iskala najbolj ustrezne rešitve. Tako da, ja, v bistvu imam željo, no, tudi po nadaljnjem ustvarjanju, pisanju. Je pa zanimivo, no, da sem tudi v samem tem procesu pisanja in prevajanja ugotovila, da mi je v bistvu, ali pa ponovno sem odkrila, da mi je poleg besede pomembna tudi podoba oziroma slike. Ker v bistvu sem za vse te svoje članke tudi zbrala slike zraven, to slikovno gradivo, ker sem res nekako začutila samo vsebino in lahko tudi slike ogromno povejo. Me ne preseneča, glede na to, kako si tole naslovnico že opisala. Še kaj pa to? Ne, mislim. Okay. Matjaž, na podlagi svojega bogatega psihološkega znanja in psihoterapevtskih izkušenj nam prosim pojasni lahko čisto osnovno, kaj je travma, kako do nje pride, kakšne so njene posledice v človekovi duševnosti, da bomo vedeli, o čem točno govorimo. Zdaj, niti približno se ne domišljam, da bom zdaj povedal, kaj je travma, ne, ampak rečemo tako, ne, da v življenju so vedno situacije, ki so prvič, so nepravične, ne, so boleče, ne, so krivične, torej, življenje je polno izgub, ne, in seveda življenje je tudi polno agresivnosti, ne, polno je neke zdrave jeze, ne, ampak polno je tudi neke bolj težke agresije. Ne? Seveda, agresija sproži agresijo. Ne? Nekdo, ki je bil žrtev agresije, bo spet agresor. Ne? Ali pa bo zelo obsedeno, se agresivno branil, ne? In ne bo hotel govoriti o nečem, oziroma ne bo zmogel govoriti o nečem, kar se je zgodilo. Ne? Danes ljudje pri 80-ih, ne, šele, ne, torej, veste, to ni zaradi tega, ker bi nekdo ne hotel govoriti o tem, kaj se mu je zgodilo, ali v neki kolektivni zgodbi, v vojni ali po vojni, ampak tudi lahko tudi v neki intimni, družinski situaciji, ne. Ne gre za to, da človek noče o tem govoriti, ali pa da noče se s tem ukvarjati, ampak enostavno ne zmore, ne zmore. Ljudje včasih,
ki smo, ali pa ki so, ne, odmaknjeni, introvertni, a ne, to ni samo karakter, ampak je tudi znak, a ne, da rabijo, a ne, ta notranji svet travme, a ne, in torej, da brez tega notranjega sveta travme ne more živeti. Seveda to pomeni, da ta notranji svet travme, a ne, je nekaj, s čimer ne moramo nikoli, a ne, z nekim frontalnim načinom, kaj se pa tebi zgodilo, ja, zakaj ste pa vi toliko odmaknjena, ne, zakaj ste pa vi tako, recimo, rezervirana, ne, imate alkohol, ne, popoldne, odgovarjate na kratko, a ne, po kosilu hitro malo zarenčati pa v svojo sobo, ne, s pirčkom, tako, ne. Torej, takih stvari se nikoli ne sprašuje direktno, a ne, ampak, torej, travma je pač nek kompleks, a ne, imamo nekaj kompleksa in travma je eden od kompleksov, ki pomeni, da ima neko svojo dinamiko, a ne, da živi, da človeka na nek način zapre, a ne, ga zapre in mu omeji gibanje, a ne, to je tako malo omejeno gibanje, omejeno funkcioniranje, a ne, nekaj stvari zmoremo, nekih socialnih veščin ne zmoremo, a ne, in pač o tem se pač psihiatrija je tukaj pomembna, zato ker pomaga blažiti simptome, pomaga ljudem, da se držijo nad vodo, a ne, da ne razpadejo, a ne, da vzdržijo, ne. Recimo za alkoholike ogromno naredijo anonimni alkoholiki in druge skupine, a ne, ker se, torej, nekdo toliko se spravi nad vodo, da neha piti in pol hodi v to skupino, ne, da saj približen, da ne poštima svoje odnose in da svojco več ne muči, a ne, s tem svojim zanikanjem življenja in s to pasivno agresivnostjo, s katero pravzaprav uničuje svoje in družinsko življenje. Tako da obstaja pa seveda tudi en del, a ne, ali pa vedno obstaja tudi upanje, kot je Lucija lepo povedala, a ne, da nekdo mogoče pomisli, da bi pa nekaj naredil zase, a ne, da vidi, da se mogoče preveč zapira, da bi mogoče raziskal malo svojo zgodovino, ki je prišlo do bolečine, ker tam, ker je prišlo do bolečine, se zapremo, potisnemo, ampak s tem, ko potisnemo, zapremo tudi en del svoje življenjske energije, ne, in imamo občutek, da ne zmoremo, ne, in se zapiramo, ne vem, v nek, ne, da rečem, neko razmetano sobo na zgornjem nadstropju, ne, ali v nek bunker v kleti, ne, kjer imate noter, a ne, da vam mir, ne, pred svojo lastno družino, ne, zatekamo seveda v razne stvari, a ne, ampak obstaja tudi, a ne, vedno obstaja upanje, da pa mogoče pa, a ne, obstaja en dan, en trenutek, a ne, tako kot se alkoholik odloči, da bo nehal piti, ne, in gre v neko zdravljenje, ne, tako se tudi na nekem manj dramatični ravni, a ne, odločamo, da bomo malo pobrskali po sebi, nekaj naredili, a ne, skušali pogledati, a ne, kje nas je neka bolečina, neka rana, neko ranjenje na nek način zaprlo, a ne, v ta notranji svet travme. Tako da ta notranji svet travme, a ne, ki ga Kalšet, moj kolega Kalšet, starejši kolega, ne, ko je to knjigo napisal, sem jaz komaj da začel delati kot jungovski psihoanalitik. Nikoli ga nisem videl, ne, ampak torej on je tak, torej on je tako nadarjen, ne, seveda tudi praktično, ne, ker je toliko časa delal kot terapeuta, ne, da je uspel opisati v bistvu, kako izgleda v tem notranjem svetu, a ne, in da pravzaprav že otrok, ne, ki ga recimo, ki ima izgubo staršev, ne, že zelo hitro gre v pravljice, v pravljični svet in ta pravljični svet ni nek beg, ampak je zaščita, torej on govori v drugem pogledu, ne, ta svet pravljice je v bistvu zaščita pred zunanjim svetom, a ne, in pomeni en duhoven vir nečesa, česar starši niso uspeli dati, ker so najbrž tudi sami traumirani, a ne. In ta vir je seveda ljubezen, ne, torej ta duhovni element, ki se nahaja v pravljicah in v simbolih, a ne, je nekaj, kar daje energijo, ki bi sicer, a ne, v nekem toplem medčloveškem odnosu, a ne, otrok imel pravico, da tako rečem, a ne, dobiti od staršev, včasih veliko več naredi stara mama, dedek, a ne, veliko več sposoben, ker je že dve časa na svetu, in mogoče tudi se spopadal s to svojo travmo, se smel bolj odpreti, ne, bil bolj topu, ne, se je bolj
bi rekli, angažiral, a ne, ni vnuku oduzemal, a ne, stvari pusti ne znaš, ne, pejte v sobo, ne, ampak je tam z njim sedel, da bi kolej, bova skrb, probaj, poskus še malo, ne, ni odnehal, ne, torej, ta zadeva je pripravami izjemno usodna, a ne, torej, da odnehamo nad otroki, odnehamo, ne, nad prijatelji potem, ne, odnehamo nad ljudmi, ki so nam pomembni, ne, in odnehamo nad sabo, ne, tako, ampak to se začne že v otroštvu, torej, ne, ni tega angažmaja, v bistvu se ne pustiti odgnati od nečesa, kar izgleda grozljivo, ne, ampak potrebuje dejansko angažirano prisotnost. Hvala. Lucija, Kaj še do nekaj že povedal, ne? Ampak ti si tole precej od bližje gledala, ko si prevajala. Kaj je v bistvu kaj še do ugotovitev v zvezi s travmo? Kako bi to strnila? Mogoče bi kar nadaljevala. Matjaž je zelo lepo opisal pa povedal o temu samozaščitnemu sistemu. V bistvu njegove, da rečemo, teorije oziroma razlage v tej knjigi je ravno arhetipski samozaščitni sistem. Mogoče bi pa najprej povedala, kako je on do tega prišel, do tega raziskovanja. Ne? On v bistvu že res več kot 20 let deluje oziroma dela analize s pacienti in v bistvu ugotovil je oziroma opazil je, da pri nekaterih pacientih terapija ni napredovala. Ti pacienti so stagnirali, pojavili so se neki odpori, ker moramo vedeti, da pri travmi se pojavijo te odpori. In v bistvu ga je zanimalo, zakaj je tako, ne. In ugotovil je, da pri veliko teh pacientih, da so ti pacienti imeli zgodnjo, tako imenovano zgodnjo travmo oziroma travmo v otroštvu. Zato je potem začel raziskovati lahko rečemo, te obrambe, ker ta samozaščitni sistem, to je v bistvu obrambni sistem in je pač ugotovil, da deluje najprej v funkciji zaščite otroka, da mu sploh omogoči preživetje, oziroma tako, ko on pravi, ga zavaruje, zaščiti pred popolnim uničenjem. Predvsem je to opazil v tem sanjskem materialu pacientov, ki so prihajali k njemu. In te pacienti s travmo, pri njih v sanjah so se pojavile neke figure, ki so bile grozeče in v bistvu on potem razlaga ta samozaščitni sistem, da v bistvu lahko deluje kot zaščitnik ali pa kot preganjalec. In to potem ponazori v knjigi tudi skozi pravljice, naprimer, če omenjam pravljico o Motovilki, kot arhetip čarovnice, ki je lahko deluje kot zaščitnica Motovilke ali pa oziroma kot preganjalka. Tako da lahko bi še v temu samozaščitnemu sistemu povedala, da je arhetipski, da je globoko v nezavednem. In v bistvu prav ta sistem je v bistvu zelo pomemben temelj, zelo pomembno pripomore k razumevanju same travme. Tako kot je pa Matjaž že omenil, je pa pri tem sistemu zelo pomemben tudi ta duhovna dimenzija. Tudi samemu avtorju je to izredno pomembno, ta duhovna dimenzija, ki pa v bistvu vemo, da naprimer lahko omenim alkoholizem. Vemo, da je alkoholizem velikokrat posledica hudih travm in to je tudi v Sloveniji zelo aktualna tema, no? In že Jung je pač rekel, da pri ozdravitvi alkoholikov mora biti nujno prisoten tudi neka duhovna komponenta. Tako da avtor zelo pozornost usmeri tudi na to. No. Tako da bi to mogoče tukaj še Matjaža povabila, da se kaj dodano. Lahko še nekaj Kajšedovih besed dodam, se mi zdijo primerne za prebrati na tem mestu.
Psihoterapija z žrtvami zgodnje travme ni preprosta ne za pacienta, ne za terapeuta. Odpor, ki bruhne iz samozaščitnega sistema pri zdravljenju žrtev travme, je neverjetnih razsežnosti. Že leta 1920 je Freuda pretreslo, v kolikšni meri se je dajmonska sila pri nekaterih pacientih upirala spremembam in onemogočila običajno delo psihoanalize. To prisilno ponavljanje je videl tako črnogledo, da je njegov izvor pripisal vseživljenjski nagonski usmerjenosti k smrti. Kasneje so klinični zdravniki, ki so delali z žrtvami travme ali zlorab, takoj prepoznali demonično figuro ali sile, ki jih je imel v mislih Freud. Se pravi, neki zelo očitano. Ja, to je recimo tako, ne, da recimo travma se v različne dimenzije prikrade, ne, in mogoče takšen praktičen fenomen, ne, je strah pred, strah pred ne neuspehom, ampak strah pred uspehom, ne, strah pred osebno srečo, strah pred odnosom, strah pred tem, da bi izpolnili svoje življenje. Ne, in zdaj, v travmi je, torej, on to na tak mojstrski način opiše, ne, se vzpostavlja en mehanizem, ki hoče preprečiti, da bi človeka še enkrat ranili, da bi se ta človek še enkrat bil ranjen in se zato začne zapirati. Da če se pa zapiramo, a ne, pa ne moramo narediti življenjskih korakov, a ne. Ne moramo diplomirati, a ne, ker bi to pomenilo uspeh, ker bi to pomenilo zmago življenja, ne, ker bi to pomenilo premagati travmo, ne, ker bi to pomenilo, a ne, osrečati sebe na nek način, ne, z dosežkom, ker bi to pomenilo opolnomočiti sebe, ker bi to pomenilo razviti se, ne, postati sposobnejši, kompetentnejši, ne pridobiti eno samospoštovanje, samopodobo, nadgraditi. Ne. Tako da, to je pomembno se zavedati, ne, da travma ščiti samo sebe, ne, in da pravzaprav je tisto zadnje, a ne, kar rabi travma, je nek nasilen pristop. Ne. Ravno to se pa potem pri travmi tako pogosto zgodi, ne, da je traumirani človek je vedno znova potem žrtev nasilja. To pa zato, ker imamo dva tipa, a ne, traumiranih ljudi. Eno so umaknjeni ljudje, ne, ki se umikajo, ki se umaknejo v notranji svet. Drugi tip, a ne, ki je tudi traumiran, je pa napadalec. Ne. In tega je seveda lažje prepoznati. Ne. Vsak napadalec je traumiran, ne. Vsak, ki mora nadlegovati drugega, iz čistega miru, oziroma iz neke nenadne jeze, ne, je traumiran. Ne. In seveda, zdaj, ne, ko se dela, recimo, mediacija, ne, tukaj ste nekateri, ki delate, poznate mediacijo, ne samo psihoterapijo, ne, ve, kako težko delajo v medijaciji, ravno zaradi tih čustev, a ne, ki se sprožajo zato, ker je bila povzročena krivica, a ne. In ne, enkrat sem bil na nočnem programu in smo v radijskem istok konc, ne, sva se pogovarjala v nočnem programu o travmi in sem večkrat govorila pač tudi o Slovencih, pa o razdeljenosti, o polarizaciji, ne, tako, ne. In potem se je usulo, kar nekaj po telefonu, 5, 6, 7 klicov, ne. Pustite to namer, kaj to odpirate, ne. Se vemo, da so jih ubili, ne. Se vemo, pa ne smete govoriti. Hočete, da nas še enkrat nekdo pride, pa začne streljati, ne. Nehajte, ne, to je takšna obramba, a ne, tako, torej včasih mogoče bi premočno nehote tudi dregnila, ne, neko temo, ki je nezaceljena, a ne. In seveda, integrirati travmo ne pomeni narediti neko besedno spravo, a ne, da nekdo nekaj požegna, a ne, na drugi strani se opravičijo, a ne, res smo imeli trd režim in nam je hudo, ne, tega še tek noben ni rekel, ne, mi smo povzročili, mi smo ljudi ubili, ne, tega še zdaj ni tako jasno rekel, ampak niso dovolj besede, ne, ampak je treba to na nekem na neki globli ravni, a ne, obdelati, treba je pokazati neka čustva, a ne, obdelati, a ne, povedati, a ne, kako se pač da, a ne, z različnimi dejavnostmi, a ne, ki pomenijo obdelavo, predelavo travme. In
ker je tako pomembna dimenzija, ravno ta kulturni vidik travme, ne, in pripravi tudi konferenca na to temo, ne, drugo leto. Torej, da o travmi, ne, je treba pač govoriti na nek, poskušati na nek ljubeč način govoriti. Ne, torej, in tukaj Lucija, ki se rekla, ne, so vse, ne, zdaj ne pomeni, da seveda zdaj jokal, ne, ampak v bistvu, ne, torej, problem je, če ne moramo jokati, ne. Torej, problem je, če ne znamo izrazati, ne, zdaj nišče ne ve, zakaj so bili solze tako učinkovita obdelava, ne, ker so neverbalne, ampak je nekaj, ne, nekaj se zgodi v tej obdelavi, ne, se ne samo skozi solze, ampak tudi skozi to, ko se dela knjiga, ko se piše članke, ne, ko se dela v terapiji, ne, ko se dela v medijaciji, ko se izda knjigo, ne, ko se pride na takšen dogodek, ne, vsakič se pomagam, ne, zgodi en delček, ne, ozavestno, zakaj odreagiramo mogoče na način, ne, ki pomeni lahko nek paradoks v vsakodnevnem življenju. Zakaj se tako bojimo, ne? Pravzaprav. Ja. Ker, ko smo se pripravljali, ne, na tale pogovor, mi dve, ko smo se pogovarjali, je nekako je prišlo na dan, mislim, vsaj zame je bilo to novo, da se travma lahko tudi nekako deduje na nek način. Lucija, boš ti mi povedala, kaj je s tem mišljen? No, mogoče bi v zvezi s tem povedala, da meni osebno je zelo pomembno neposredno delo z žrtvami travme, raziskujem pa tudi prenos, transgeneracijski prenos travme na naslednje generacije. To zdaj lahko govorimo že prenos na drugo, tretjo generacijo. Pa, a gre tukaj za osebno travmo, recimo nekega očeta, ki gre potem na sina in na vnuka, ali za kolektivno? V bistvu lahko govorimo, da gre za oboje. No, mogoče bom jaz za prvo malo povedala, potem bo Matjaž o kolektivni travmi malo več povedal. Moramo se zavedati, da travma ni omejena samo na posameznika, ker vsi živimo v neki družinski skupnosti, v nekem okolju in seveda se te učinki oziroma posledice travme potem prenašajo na te medosebne odnose, kar je zelo pomembno. In velikokrat travma sploh ni ozaveščena. Torej, nekateri ljudje sploh ne vejo, da imajo travmo. Zato je to pomembno tudi, da se pogovarjamo o temu, da govorimo o temu, da pišemo o temu, da se prevajajo take knjige, ker dejansko preko tega ljudje lahko začutijo sebe in se bolje spoznajo in mogoče grejo pač v neke procese, terapevtske ali pa kakšne druge procese, da lahko to ozavestijo, zacelijo in integrirajo potem travme. No, in v bistvu povedala bi še to, da velikokrat, naprimer, se ti potomci niti ne zavedajo, ne, da je prišlo do prenosa teh vsebin, te travme. Seveda se lahko ta travma v neki spremenjeni, v drugačni obliki prenaša in velikokrat je nezavedna. Tako da to področje me tudi zelo strokovno zanima, no, se mi zdi zelo pomembno, ker mogoče bi zdaj predala besedo Matjažu, no, da potem pove še malo o kolektivni travmi, ker le živimo v nekih kolektivih, ne, in se te vzorce potem prenašajo naprej. Mogoče bi še preden dam besedo Matjažu še ga povprašala, ne, ker sem omenila, da to delo s travmo je res izredno zahtevno. Potem tudi piše v knjigi dr. Halšer, tako za posameznika kot za terapevta. To je zelo počasen proces. Veliko, kakor smo že danes omenili, odporov pride do naprimer raznih, kot smo rekli, tudi obrambnih reagiranj, agresivnih. Recimo, ne vem, pacienti imajo lahko občutke prezrtosti, krivic, da se jim je pač zgodila krivica, tako da je zelo pomembno, no, da se pač to obdeluje. Lahko se pa to obdeluje tudi pač na kakšne druge načine, naprimer, ne vem, nekateri so vključeni v neke skupnosti, naprimer v komune, samo, ali pa recimo preko športa. Samo bi pa poudarila, da je res pač tukaj pri delu s travmo se mi zdi pomemben, da je to delo sistematično, no? Da se osebo spremlja. Zelo pomembno je, mogoče bi omenila tukaj
piše pač ta empatija, sočutje terapeuta in če bi rekla tudi ljubezen, a ne, do te osebe in podpora. Zdaj bi pa predala Matjažu besedo, pa bi vam mogoče vprašala, ker vem, da trenira tudi boks. Če je mogoče on opazil tudi, kako pač te procesi mogoče v povezavi s temi, da rečem, traumatičnimi vsebinami mogoče potekajo točno. No, zdaj bom govoril kot udeleženec, ne. Ja. Ne zdaj boksa, ne, takšen, kot ga vidite na televiziji, ampak borilne veščine, ne, kot plemenita veščina, kot nežna veščina, ne, velja za nežno veščino, žal je sprevržena v medijske namene, ampak vsaka borilna veščina, ne, je namenjena tudi celjenju travme. In recimo tisti, ki mogoče malo poznate borilni šport, ne, tam se tudi zelo lepo vidi, ne, kako se bo obnašal traumirani borec, ne. Traumirani borec bo nekaj časa zelo lepo delal in potem bo naenkrat poškodoval nasprotnika. Torej, ko se sproži travmatski kompleks, ne, bo moral poškodovati nasprotnika. Ne. Tako da, zdaj, ne, lahko rečemo, bolj, kaj je nekdo krval, ne, bolj je traumiran. Tako da, če greste kakšen borilni klub, ne, opazujete, kako se kdo bori, ne, čisto točno vidite, ne, koliko je travme, pa komu, ne, in kako se to dela, ne, ampak v resnici pa ni, ne, v resnici pa ni borilni šport namenjen traumiranju, ne, ampak je namenjen celjenju travme, če so trenerji ta pravi. Če pa trener ni ta prava, ne, bo pa pač kot nek učitelj, a ne, čas je bilo še dovoljeno, ne, sem v osnovni šoli, ne, je pač vzela očala dol, a ne, in sploftala, ne, bo pač konca čista rdeča, ne. Torej, bo pa trener ali pa učitelj to počel, ne, torej, dokler ga ne bo nekdo ustavil, ne. Torej, brez nekega razumevanja ali pa vprašanja, a se to sploh dela zdaj. Zanimivo spet to, da se še pa borilnih veščinah to opaz, kot zelo zanimivo. Jaz bi se pa še malo vrnila k kolektivni travmi, ki smo jo že omenili, a ne? Namreč v intervjuju za sobotno prilogo Dela leta 2015 si že načel to temo in si tudi precej o njej že povedal in naslov je bil tale tvoja izjava, da Slovenci imamo vse znake travmiranega naroda. Kaj to pomeni? Kakšni so te znaki? Kako se to na narodu pozna? Ja, no, to je zdaj tako, ne, ampak mogoče je ena taka klima, a ne, to je bilo neko subjektivno mnenje, ki sem ga povedal, ne. Mislim, da je celo v parlamentu en poslanec potem rekel, kaj bomo pa zdaj naredili, ker je bilo to napisano v sobotni prilogi, ne. Ampak gre za nek vtis, a ne, jaz sem pač se veliko šolal, pač 3 leta v Londonu, 6 let na Dunaju, tukaj potem doktoriral v Ljubljani, ampak torej videl sem veliko kultur, 6 let sem predaval v Londonu, 6 let v Srbiji, 6 let v Belgiji, 6 let v Budimpešti, govorim 7 jezikov, bil sem prvi tujc, ki so ga Rusi vzeli na svoji nacionalni konferenci kot predavatelja. In sem videl te kulture, pač veliko se gibljem v tujini, ne, in torej se mi zdi, da je to nek, mogoče ne toliko slovenski, no, ampak en skupen, mogoče je takšen, ne, posttotalitarni sindrom, ne, da so ljudje mogoče malo bolj previdni, ne, v izražanju čustev, ne, osebne bolečine, da ni prav lahko, ne, da nekdo bo rekel, da bo povedal nek traumatičen dogodek in zraven se bo smejal, ne, to je takšna tipična obramba, torej, kjer ali pa recimo boste prišli nekaj na javno mesto, pa vas bo gladk nekdo tako nadrl, ne, da bo kar grdo, ne, in nobenemu nič, ne, kot da se to sme delati, ne. Lidja so trgovina in vas podrejalka kar nadere, ne, recimo, to je takšna agresivna, ne, traumatska reakcija, seveda. Ampak traumatska reakcija je tudi to, da se smejiš, ko govoriš o nečem bolečem, ne, in imaš zraven nasmešek, ne, ki ga imaš itak skozi, ne, ker isto skozi govoriš. To sem mislil, mislim, da je mečkan več, a ne, tega, tudi v Rusiji je tega še veliko več, ne. Torej, Rusiji, torej, ta
klima na cesti, recimo ta kontakt v trgovini, tako, ne, oni so imeli prav ta avto, nekaj ljudi, to je bil črnen avto, nekaj ljudi pobiral po cesti, torej tiste, ki so jih izločali, ne, in potem ali ubili ali poslali v gulag, ne. Pri nas, ne vem, če se sploh sme o tem govoriti, kaj se je pri nas delalo, ne. V Sloveniji, ne, po vojni in še pola, ne. Torej, in med vojno ta del bolj poznamo, ne, po vojni del pa manj poznamo, ne, in tudi ljudje, ki so to videli, so še danes tiho, ne, ker ne morejo, ne smejo, so bili tako ustrahovani. Tako da, jaz, ko sem šel študirati v London pri 27 letih, nisem mogel verjeti, da tam pač seveda, ker so kulturne obrambe bile na tej šoli tako neizrazite, ne, ni bilo tistega izrazitega angleškega, tiste obrambe, a ne nekega lepega govorjenja, ampak smo bili ljudje iz celega sveta, prišli tja študirati in jaz sem bil presenečen, ne, kako se takrat, nekaj vse pove, ne, in še zraven čustva pokažem, pa sem torej, prišel iz nekega okolja, kjer se je to delalo bolj izjemoma, ne, ali si mogel biti zelo dober prijatelj, ali si se mogel so malo napiti, ne, da bom zdaj lažje nekaj povedal, ne, in tako, torej, ne, tako se je začelo, ne, in sem pač takrat izjavil, ne, nisem nič slabega s tem. Nisem. Mogoče človek še najbolj opazi svojo lastno kulturo, ne, zato ker je pač v njej doma, ne. Ja, pa ko dobi distanco, da vidi še druge. Ja, jaz vem, da ne bi nekje druge ne bi hotel delati in živeti kot v Sloveniji, tako da, pa ne zato, dobro, najbolj nisem objektiven, ampak zdi se mi, da je kar v redu, da sem tukaj. Ampak jaz bi vseeno še nekaj, ki si rekel, da ne veš, če se sme o tem govoriti. Se mi zdi, da bi bilo treba, kot si rekel, ne, o travmi je treba govoriti, jo je treba vztrajno predelovati, ne da se to enkrat reči, recimo. Ja, ampak ne na ukaz, z neko depešo. Zdaj zato, ker je treba, ne. To je pač tako, ne. Mislim, organsko bi se moralo zgoditi nekako znotraj naroda, no. Književnost, literatura, umetnost, ne. Recimo v Sloveniji še ni prišlo do obdelave travme, ne. To sem videl, recimo, ko sem bil v Armeniji, njihovi pokoli so, ne vem, nekih 50 let starejši od naših, ne. Torej, ti pokoli so bili 2 pokola, en je bil konec 19. stoletja, en je bil v začetku 20. stoletja, torej, in oni v njihovi narodni galeriji že visijo te slike, so sami pokoli, ne. Torej, oni so že začeli to slikati, obdelovati skozi umetnost, ne, torej pri nas tega, in zdrav, pri nas je tudi že počasa, ne, ta senčen del, ne, ljudi, ki so bili na napačni strani vojni, recimo. Te zgodbe se počasi začnejo obdelovati, ne, recimo ta diaspora v Argentini, ne, ki je smetana, intelektualna smetana Slovenija, ne, je še zdaj zelo aktivna. In jaz sem enkrat še hodil v Argentino kot turist, ne, kot popotnik, ne, pogledal v Buenos Aires in sem mislil, da sem anonimen, ne, in tam so me čakali, ne, kot 3-4, mislim, človek bi mislil, da so udba, ne, seveda v pozitivnem smislu, nekdo je povedal, da jaz grem v Argentino in so me prišli čakali na letališče, da mi me zdaj domov odpeljali, da sem rekel, ne, bi šel v hostel, pa rad bi šel še malo okol, pa ne bi šel zdaj, kak vendar rekel, dobro, ampak jutrek se javaš, ne, so poslali avto po mene, ne, pa sem mogel biti z njimi v Ljubljanci in vse te kraje obiskati, ne, ampak tako je to, ne, tako pač je to, ne, Slovenija ni sam tle, ne. No, ker jaz sem imela pa posledice te travme, možnost zelo blizu svoje družini spremljati tukaj v Sloveniji, ne, in v bistvu zdaj, ko so oče in njegovi bratje in sestre že 80 plus, veliko že pokojnih, zdaj jim to spet na veliko bolj prihaja na dan. Spet se spominjajo tistih časov, kako je bilo in vse tako. In kar sem v bistvu dojela, da jim je najtežje, je bilo ne samo to, da je bil oče ubit, ampak da ga niso imeli možnosti pokopati, da ne vejo, kje je pokopan in da tega niso mogli javno obžalovati. Se mi zdi, a je to eden glavnih problemov te travme? Ja, no, to je to, ne. Poleg te kulturne travme, Lucija je rekla kolektivna, ja, mogoče kulturna tudi bi lahko rekli, da vsak narod ima neke svoje traumatične dogodke, vsak narod ima svoje pokole, ne. Recimo, Velika Britanija ima
tak kompleks. Ona je ne vem koliko narodov zasužila, zverinsko ubila, ne, in izkoriščala, ne, in malo tepe, ne. Torej, vsak narod ima te svoje traumatsko zgodovino, ki jo bolj ali manj uspešno obdeluje, ne, zdaj, seveda tukaj malost Slovenije, malega naroda ni uprita, ne, zato, ker je ta načini, kako se travma obdeluje, so pač omejeni, se pač dela do neke mere, ne, in tako da, ne, tukaj je bilo tudi seveda, torej tukaj zgodovina je veliko širša, ne, od Slovenije, torej mi smo bili vedno evropski, mi smo bili vedno, tukaj so bili dve kraljevini, ne, mislim, bili smo vključeni, ne, in zdaj smo spet vključeni, tako da na drugi strani pa imamo seveda družinsko travmo, ki je seveda nastala tudi zaradi kulturne travme včasih, ne, torej v družinah se ni smeli govoriti, ne. Nekaj let sem hodil na društvo za skupinsko analizo in smo tam sedeli v skupini terapevtov, ne, in potem je na terapevta rekla, pa sploh ne vem, kaj ta naš Jože, ne, noben ne ve, kam je zginil po vojni, pa zakaj nismo smeli o njem govoriti, ne, kaj mislite, ne, nišče ne ve, vsem so povedali, v družini so se zmenili, da ga ne bodo omenjali, ne, in kdo ve zakaj, ne, in nas kot človek, zakaj Marija, ne vemo, ne, mogoče pa nikoli čisto na ta pravi strani vojni, kaj pa to? Ja, to pa ne, ne. No in potem se je skazali seveda debil, ne, bolj malo raziskovala in seveda, vidite, to so takšne stvari, ki potem, ne, neki manjkajoči družinski člani, torej, pripričani smo, jaz pa že nimam travme, ne, moje družini pa ni travme, ampak vsak se nekak travme dotakne, torej, če ne zaradi vojne, pa zaradi nasilja, ampak to nasilje spet izvira iz nekega drugega nasilja. Malo se je treba zazreti, ne, malo proučiti zgodovino, ne, torej manjkajoči deli v družinski zgodovini, kje so zdaj te ljudje, ne, kam so zginili, ne. Ali pa torej, deli lastne zgodovine, ne, enega dela otroštva se ne spomnim, ne, ugotovimo, ne, enega dela otroštva se ne spomnim, recimo 3 do 5, sploh ne vem, kaj je bilo, ne, torej, ampak ne, obstajajo starši, pa obstajajo starejši, mogoče brati, sestri, pa obstajajo strici, tete lahko kaj s kakšnimi informacijami pomagajo. Mogoče je bila že bolezen, ne, taka bolezen, ne, lahko pomeni tudi travmo, ne, ker se da otroka v bolnico, ne, in takrat se ni smelo obiskovati in se otroke zvlekali v bolnico, ne, otroci so kričali, ne, umrli skoro tam, ne, so na silo, ne, in pol niso smeli, pa so pa zdravniki recimo rekli, ja, zdaj pa bolj že sploh ne hodite nič, ne, ker bolj že sploh ne vidi, da se odvat malo, ne. Torej, to so bili čisto napačni psihološki prijemniki, danes vemo, da so napačni, ampak recimo v 60-ih, 70-ih letih je bilo to, prejšnjega stoletja je bilo to kar dosti pogosto in bilo je norma, bilo je normirano takšno obnašanje, ne. Je treba otroka pustiti, da se zdere, pa bo že minili. Ja, da se ga samega nekaj zapre, ne. Da se ga kaznuje tako, nekaj hudoben, ne. Da treba nekaj kaznovati, nekaj zapreti, ne. Torej, čisto napačen pristop, ne, ki je traumatiziral pravzaprav otroka, ne. In še danes ima kdo tako misel. Še en aspekt travme je, vsaj, kar je Kaj še večkrat omenil, je, da travma prekine povezavo med človeškim in božanskim. In da je vzdrževanje te povezave pravzaprav bistveno za to, da se človek lahko razvija. Zdaj, tudi ti si, Matjaž, v tem intervjuju omenjal nekaj o, kako si se že, da je problem opustitev duhovnosti, recimo, ne? Kar pomeni tudi, gre spet za ta isti, za ta dva svetova in vzdrževanje. Tist, ki nima, mislim, vsaj cerkev, ne, zdaj, če ne mogoš drugega poskušati, vsaj cerkev, ne, zdaj, če ne mogoš cerkev, ne, mogoče si doktriniran, da nočeš cerkve, ne, ampak ni treba cerkev, ne, če nočeš, ne, imaš druge oblike duhovnosti, ne, torej se lahko izobražuješ, ne, torej bereš, ne, izobrazba, oblike, meditacije, ne, torej najti nek globlji smisel življenja je pač neka pot, ne,
Tako da, torej, tukaj je, torej, v tem intervjuju, je bilo največji kriminal, ker niso mogli ugotoviti, zakaj ta Regovc pove, a je krščanar ali komunist. Ni se dalo ugotoviti noter, In to so bili edini komentarji na ta intervju. Zakaj ne pove, kako mora se ne izjasniti, na kateri strani stoji. Celene travme. Jaz bi sem prosila nekoga, jaz sem zgubila občutek za čas. Koliko je ura? 5 čez 7 že. Potem moramo pa zaključiti. Glejte, jaz sem mislila, da bomo uspeli iti skozi še pravljico o motovilki. Vam šlo s sabo knjigico. Prav veliko ne vem, če bi potegnila. Lucija sem pa najdla, ker Lucija nje je zelo ljubo področje pravljic. O tem si tudi v bistvu največ pisala, če imam pravi misli. Ja. In sem mislila, da bi zdaj iz te bolj resne, realne situacije šli spet malo v pravljični svet, da bomo zaključili z nečem malo bolj lahkotnim. No, se ni niklet lahkoten. Pravzaprav, če gledamo Disneyjeve risanke, so zelo lahkotne. Če beremo brata Grimm ali pa Andersena, so pa zgodbe zelo drugačne, z zelo drugačnimi povezavami in predvsem konci. In preseneča me, kako je mogoče iz pravljice potegniti neke simbole, ki govorijo o naši psihi. Meni je bilo to tako nenavadno. Dokler nisem brala Clarice Pinkole Estes, tam sem pol dojela, zakaj gre, in potem sem videla, da je to v bistvu zelo jungovski pristop. Ona je v bistvu tudi jungovka, če sem prav razumela. Vsaj kaj še te tudi nekaj omenja. Je, ne? Tečejo z volkovi, ne? Ja, ženske, ki tečejo z volkovi, o tej knjigi govorim. Tako, kako se v pravljicah prepozna simbole, da bi vsaj kakšen primer povedali. Glede na to, da z motovilko celo nimamo časa, povej nekaj, potem bom pa jaz samo še en primer prebrala. Ali pa če ga za istočnico. Sem najdla dosti kratek primer o pepelki, to pa vsi poznate, vam jo ni treba predstavljati. Za en primer, kako se simbol kaže in kaj to pomeni. V pepelki imamo na eni strani svet očaranosti, čarovnije, čudes in skrivnostnosti, očarljivo orisan s plesom, princem, kočijo, glasbo in tako dalje. Po drugi strani pa svet rutine, banalnosti in vsakdanjega življenja pepelke v pepelu. Ta svetova sta ostro ločena, tako da vse preveč človeška pepelka nima dostopa do magičnega sveta in kraljevi princ nima dostopa do človeškega trpljenja s svojim transformativnim potencialom. To, kar združuje oba svetova v prehodni resničnosti in zagotavlja princu povezavo z lepo deklico, v katero se je zaljubil, ni nič manj kot steklen čeveljček. To je vsakdanji in človeški predmet, obenem pa tudi kristalen in kraljevski in čaroben. S pomočjo tega prehodnega objekta sta povezana kraljevski princ, ki predstavlja transpersonalno realnost, in vsakdanja princesa, ki predstavlja vse preveč človeški svet. Pravljica se konča in živela sta srečno do konca svojih dni, kar v tem primeru pomeni, da je bila najdena prehodna povezava, ki zagotavlja, da sta ta svetova zdaj neločljivo prepletena in združena. Posledice travme so presežene. Se pravi, čeveljček pri pepelki. No, to je zdaj neka skrajšana varianta. Zdaj pa, če ti poveš, kako je pa, ne vem, lahko kar pa motovilki, Ja, rada bi najprej mogoče povedala, samo na kratko, da to delo s travmo, kot sem že omenila, je zelo zahtevno in težko in velikokrat ljudje teh vsebin nimajo ozaveščenih ali pa ne morejo kar takoj neposredno govoriti. Tako da v bistvu jaz pri svojem delu, pri svojem terapevtskem delu, pa tudi pri delavnicah uporabljam tudi ta pristop s pomočjo pravljic. Torej, da se ljudje nekako začutijo v teh pravljicah in potem se lažje tudi odprejo, povežejo s temi vsebinami in potem tudi lažje to obdelujemo, vse te procese. Jaz sem, recimo, če povem, pisala o tem, v tej dinamiki travme, mogoče najbolj nazorno
v tem članku Motovilka in notranji svet travme, kjer sem v bistvu obdelala nekaj simbolov v povezavi s travmo. Recimo, če omenim en simbol, sem omenila motovilec, ker vemo, da je pač motovilec, izhajala sem iz tega, kakšna rastlina je to, da recimo na kakšnih tleh raste, in potem to povezala s travmo. V bistvu sem pač v te sporednice nekako poskušala čim bolj slikovito pač prikazati ta proces oziroma to dinamiko travme. Seveda sem potem obdelala še druge simbole oziroma omenila in arhetipe, pa v tem članku je v bistvu tudi celoten proces individuacije, ki je tudi v bistvu ena izmed značilnosti jungovske psihologije. Sem na primeru motovilke potem obdelala. No. Tako da mogoče zdaj, ne vem, koliko časa imamo, da ne bi šla mogoče ful podrobnosti. Nekaj izpostav, je tak simbol, ki ti je posebej blizu. Recimo, mogoče ravno to, kar sem motovilec omenila, mi je bil zelo zanimiv simbol in zelo blizu, zato ker sem pač izhajala iz tega, kako raste na zapuščenih tleh z malo zemlje in sem to recimo potem povezala, kako je tudi v primeru travme, ko je v bistvu naprimer človek osamljen sam na začetku, preden pač dobi neko oporo. Pa v bistvu izhajala sem tudi iz tega, da je motovilec tudi zdravilna rastlina in je lahko tudi v bistvu nek simbol celjenja travme. Mogoče bi to omenila. No. Tako da imam pa tudi zelo pozitivne izkušnje ravno pri teh obdelovanju teh osebin preko pravljic, s pomočjo pravljic. Ko sem pač imela svoje delavnice in smo potem najprej prebrali seveda pravljico, potem lahko se tudi zaigrajo določeni liki, vloge, in se preko tega pride do teh vsebin, so se ljudje zelo odprli in nekako lažje potem izražajo tudi svoje težje vsebine, svojo bolečino in zato se mi zdi to zelo redno. Dobro predstavljeno. Ja, Čekovit. tako. Mogoče ta motovilc, se imate vrt, kako v bistvu več kaj peska, boljš raste, ali pa recimo na drevesi je bor takšen, ampak bor je bil na Krasu, tam, ker je bila pokrajina traumirana, in je potem prva generacija obnovila tla, ampak pod borom ne bo več bor rastel, ampak bo nazaj hrast zrastel, ki je bogatstvo. Tako da torej ta pretvorba je podobna terapiji travme, ta motovilc, terapevt in pacient skupaj sta motovilca, tukaj zdržita v težkih razmerah, ker koreninta tla, ki jih nišče drug ne bi. Torej ta vztrajnost, to, da se terapevt ne pusti odgnati, to, da se pacientu posreč nazaj priti na uro, čeprav je bila grozna ura, in se je, razjezil ali se je razjokal ali ne vem kaj, pa da ohrani tist, in da je dovolj nežnosti in ljubezni, da pride nazaj na naslednjo uro. To je motovilc. To je motovilc. To je to. In tudi, recimo, ko prekopavate vrt, spomlad, tam, kjer je motovilc, imate zemljo čist v grudicah, ta zemlja je ohranjena. In naslednje let tam zelo dobro raste, ker je bil motovilc. Tako da travma, obdela travmo pomeni pridobiti eno moč nazaj, ki je bila vzeta z ranjenjem. Ja, ker zanimiv mi je ravno tukaj, ko kaže, piše... To je ona motovilka, Ja. Ona pozna motovilce, ona ve, treba z motovilcem delati, Mislim, treba je najti motovilc, Meni je bilo fascinantno to, da v bistvu celoten potek te pravljice o motovilki, meni se zdel, da ni ničesar, sprosto Kalšet prenese simbolno, da s tem pokaže, kako poteka v bistvu celjenje in hkrati tudi terapevtski proces. Tako je. In res vsaka stvar, ki se zgodi, jo tako natančno prenese v postopek, ne vem, lahko bi rekli tudi individuacije, ne nujno celjenja travme, ampak tole pri motovilki, to je res kar travmatično, da jo je čarovnica odnesla že takoj, ko se je rodila. Ampak je pa tudi zanimiv ta lik čarovnice, ki je v bistvu je simbol samozaščitnega sistema, ona, na nek način. Glede na to, da je hkrati ugrabi. V bistvu je ambivalentna, to, kar ti govoriš, v bistvu na eni strani ugrabi motovilko, na drugi strani je pa tudi edina skrbnica, ki v bistvu potem zaščiti motovilko.
Sem se pa spomnila zdaj vmes, ker Matjaž govoril še enega simbola, recimo stolpa, o katerem sem govorila tudi stolp, o katerem sem govorila tudi v zvezi z naslovnico, da je to lep primer tudi travme, ker v bistvu pri travmi lahko govorimo, da so ljudje ujeti, kot je bila motovilka ujeta v stolpu, zaprti, ugrabljeni, da nas ugrabi travmatski kompleks, ki potem nekako po svoje reagira in ima neke svoje zakonitosti. Tako da recimo tudi to, o tem sem pisala recimo v člankih, se mi zdi to tudi tak lep primer. No? Moram samo to dodati, tukaj si predstavljam, da večina poznate Junga in veste, kaj je sinhroniciteta in to. In v petek, preden sva se z Lucijo dobili, sem bila jaz šolari na neki ekskurziji po Notranjskem krasu in smo se ustavili na Planinskem polju pri Planinski jami. In tam se z avtobusom že peljem odhod čist proti jami in jaz zagledam motovilkin stolp. Nisem mogla verjeti. A kdo ve za Raubarjev stolp, se reče? To je edini ohranjen del nekega gradu, ki je bil prvič omenjen leta 1444. Neverjetno, nisem mogla verjeti. Nobenih okn spodaj nič, potem neka 3 okenca proti vrhu, nobenih vrat videti, moš kar orang plezati do tja, da se lahko noter pride. Potem, Planinsko polje, vhod v Planinsko jamo. Raubarjev stolp se reče. Že Valvazor je pa tudi, Valvazor je pa, pri njemu pa lahko vidimo, kako je izgledal grad, ko je še stal. Tako, eno krogu stolp, drugi se mi zdi, so pa kvadratni. Ampak neverjetno mi je bilo, ker je bilo to govora med nama pravljice in prav motovilka konkretno na tej knjigi in potem se pelamo. In edina stvar, ki je štrvela iz gozda tako ven, je bila ne zvonik, ampak motovilka stolp. Tako, kar nekaj moram jaz dodati, da tudi pri mojem pisanju in pri prevajanju je bilo ogromno sinhronicitet. Mogoče jih zdaj ne morem, pač je premalo časa, pa mogoče kdaj drugič, upam, da se bomo še kdaj takole srečali, pa pogovorili o takih temah, pa lahko tudi kaj več povem takrat. Jaz sem zadnja, nadaljujemo. Rekli so nam, da do 7:30 naj bi zaključili in jaz bi zdaj še vam dala možnost, da kaj pripomnite, vprašate, poveste, vabljeni, da se vključite v debato. Sem mislila, da vas bom že vmes lahko pa nekako ništo skozi. Jaz bi pa vprašala, če sem vas prav razumela iz današnjega pogovora, ali je travma, ki jo doživi otrok, se pravi v tistih letih, najbolj rosnih do 3 let, težja in težje potem obvladljiva in razrešljiva kot neka travma, ki jo ti doživiš kot odrasel človek. Je bilo tako mišljeno? Hvala za vprašanje. Ja, tudi avtor, dr. Kalšet, ogromno piše ravno o tej zgodnji travmi. In zelo pomembno je, kdaj, v katerem obdobju razvoja otroka pride do travme, ker seveda takrat tudi otrok nima še vseh mehanizmov razvitih, teh mehanizmov zaščite in lahko rečemo, da travma takrat res zareže v vse celice njegovega telesa in duše. In v bistvu on je tudi največ delal s temi žrtvami zgodnje travme, kjer so posledice res težje. Ali potem tudi, recimo, da je to otrok doživel in razvil neke obrambne mehanizme, ali, mislim, lahko z neko terapijo to preseže in ali se to kaže tudi, da zanika, ne sprejema, recimo nekih dobrih stvari, ki so mu dane na pot, da bi jih lahko sprejel, ampak se jih nekako kar boji. Seveda, tudi v temu avtor piše, prav piše, kako ta obrambni mehanizem, kakšne načine ima. Eno so tudi te notranji glasovi, ki govorijo, nisem dober, ne zaslužim si tega, ne bom uspel. Naprimer, ne vem, danes jaz tukaj nastopam prvič, mogoče ne boš uspela, ampak sem nekako premagala tremo, sem imela kar veliko tremo. Tako da ravno v terapiji se dela tudi na teh vprašanjih. Kaj ste me že vprašala? Če se žal, da to preide, to travmo. Seveda, kot sem že omenila, to delo je res zahtevno za oba, tako za pacienta kot za analitika. Zato je tudi v bistvu priporočljivo, oziroma jaz bi rekla, to je obvezno posebno usposabljanje, ki se tudi jaz zdaj usposabljam prav za travmo oziroma traumatologijo, da
na teh specialističnih usposabljanjih pač bolj podrobno spoznamo, a ne, vse te zakonitosti travme in delo s travmo in jaz mislim, da je pač zelo, kako naj rečem, taki pacienti oziroma te traumatizirani žrtve travme, no, da rečem, zelo rabijo ljubezen, kot sem rekla, že oporo, sočutje na tej poti, a ne, celjenja oziroma integracije, a ne, te travme oziroma teh osebin, ne. Se pravi, svoje okolice in tudi s terapevtom nekako to razviti. Seveda, ja. Sej ravno tudi ta odnos je zdravila, ne, v temu tudi avtor piše, a ne, ko govorimo o odnosu, o temu transfernemu odnosu, ki se vzpostavi med terapevtom in med samim pacientom. V bistvu najbolj zdravilen je ravno ta odnos, ne. Ker velikokrat vemo, da pri travmi pride, do travme pride zaradi zloraba, ne. Velikokrat v družinskih okoljih, torej najbližje osebe, na katere recimo bi se mogel otrok najbolj, kako naj rečem, nasloniti. Tako, ja, in bi mu mogle biti najbolj v oporo, ne, pride lahko do težkih zlorab in zato je treba ta odnos potem v tem terapevtskih procesih oziroma v tem analitičnem delu, ne, ki je še bolj poglobljeno kot navadna terapija, vzpostaviti, ne, in probati pač to preseči. Hvala. Ja, prosim. Še kdo, kakšno vprašanje? Lahko tudi brez mikrofona, če ste dovolj glasni. Pred nekaj leti je bil v Aziji cunami. Prizadel je predvsem Tajsko. In najbolj prizadeta posttraumatska populacija so bili turisti iz Zahodne Evrope, za razliko od domačinov. V kakšni luči vidite vi ta fenomen? Pojma nimam, ker premalo vemo, ne, o tem zdaj, kaj je bilo, kje so bile razlike, ne vem, kaj ste zvedeli vi, ne? Kazalo se je tako, da domačini so tiste svoje kočice, karkoli, a ne, že drug dan, tisti, ki so preživeli, sestavili, skušali so živeti naprej, dočim, ti, ki so se pa vrnili domov, a ne, so pa post festum imeli težav s sabo in... To je šok travma, ne, šok travmo so doživeli, a ne, in so potem pač kasneje predelovali, ne, zdaj, ena zanimiva zadeva je najbrž ta, da kljub vsemu, a ne, čeprav dolgo ni bilo cunamija, ne, tam, je vendarle to del kulturnega nezavednega tam, ne, torej ta cunami tam ni nek tujek iz vesolja, ne, kot je to za Evropejca, nekega celinskega, ne, torej te narodi so tam, a ne, ob oceanu, a ne, torej bolj dihajo z oceanom, a ne, in imajo pač razvite, ne, obrambe pred takšnim obnašanjem, ne, narave, ne. Ne, se tudi, če bi ga dali tele v Alpe, bi ga zelo hitro kete omeril, ne. Enega takega, ne, iz oceanije, ne, tako rečem, ne. Tako da, mogoče je, ne, en del tle noter, ne, ker ta znanje, ne, znanje, kulturno znanje o travmi je zelo pomembno, ne, ker pomeni, da lahko nekdo, ne, pač pozna, a ne, pozna tudi instinktivno, a ne, tle je zdaj delovanje podzavesti oziroma nezavednega dela duševnosti, a ne, torej intuicija, ne, ene stvari vemo, ker so se prenašale od staršev preko njihovega obnašanja, ne, torej imajo neke rešitve, ne, torej tukaj se ve, kaj narediti, če sneg zapade, ne. Če ste pa vi v London, ne, sem bil v knjigarni Foyles ob 3 popoldne in zunaj je bilo 5 cm snega in sem mirno naprej knjige prebiral, ne, medtem ko je bilo na zvočniku obvestilo, zaradi mobilnih snežnih padavin, ne, zapiramo knjigarno, ne, in podzemna bo vozila samo do 6. zvečer, tako da grejo vsi domov zdaj, ne. Torej, cel London je šel domov takrat, ne, v 3 popoldne, ker je zapadlo, a vidite, 5 cm snega, to je bil njihov cunami, ne. Za mene to ni bil cunami, ker sem pač iz alpske dežele, ne. Tako da je, a ne, je zelo pomembna to kulturno znanje, ki ga imamo. Sploh ne vemo, da ga imamo, a ne. In tudi neka gotovost, a ne. Sneg ne pomeni travme, ne. Sneg ne pomeni travme, ne, za mene. Za enega, ki je pa blizu oceana, pa ki je to redko predstavlja lahko veliko nevarnost in šok, ne. Čeprav se mu še nič ni zgodilo, ne.
zelo pomembno je to, ne? Torej, travma je vedno povezana s kulturo, ne? S tem, kaj je v neki kulturi ne bilo že obdelano in kaj ni bilo obdelano, oziroma kaj je tuje, ne? Česa se bojimo. Ne? Jaz bi pa nekaj izpotlačeno jezo, ne, in travmo, ne, ker nismo, ne upamo se izražati, da smo jezni in jo potlačimo in zaradi tega ne napredujemo in tega imamo kar nekaj. Ja, se to je kar, pa mislim, da je to kar pač del travme, ne, ampak del nasplošno tudi kompleksov človeških, da ne, je jezo, funkcija jeze je nekaj popraviti neko mejo, ki je bila napačno postavljena v odnosu, a ne, do drugih, do družine, a ne, do delovnega kolektiva. In seveda, problem je takrat, ko ni jeze, ne, kot ste rekla, a ne, in to je en del mogoče postoluciji, a ne, torej ta potlačeni del jeze pa travme, a ne, kaj pomeni zdaj, ko si nekje v delovnem kolektivu in te drugi začnejo napadati, ne. Jaz sem mogoče želela še omeniti v zvezi z vašim vprašanjem, da tudi v knjigi avtor obravnava pa še en vidik te jeze, torej kako samozaščitni sistem deluje, da pa ta žrtev, zgodnje travme obrne jezo proti sebi, namesto navzven, torej proti tistemu, ki mi je nasilje povzročil, ker je največkrat to v družini, recimo. Ne? In to je pa potem še en drug vidik te zadeve. To bi sam dodala. Ja, živo, hvala. Avtor v knjigi omenja, da pač tudi sanje, ki jih sanjaš, ti veliko razkrijejo o tem, pač o tvojem notranjem psihofizičnem počutju. Se pravi, če ti kot posameznik veliko sanjaš nekih nočnih mor, pa si jih ne znaš razložiti, noter pa nastopajo določene, ne vem, dajmonske podobe. Kaj točno narediti? Jaz bi rekla, raziskati to, raziskati, ker ne moramo takoj reči, da je pa to zdaj že povezano s travmo. Sem sigurno je pa eno sporočilo, ker vemo, da sanje nam je najbolj mogoče čist, eden izmed najbolj čistih izrazov nezavednega našega, kot da vsekakor posvetiti pozornost, raziskati to, in se potem s tem ukvarjati. Je pa res, da v knjigi avtor veliko primerov ravno v teh sanjah in v teh notranjih figurah, kot sem rekla od začetka, so zelo preganjalne, zastrašujoče tudi in to potem obdeluje pač pacienti na analizi. Mogoče še Matjaž, da dam besedo. Če se ne motim, moram malo končati. Ja, hotel bi... vašo uporabno. Ja, to je zelo uporaben, hvala. Mogoče bi obrnil pozornost na konferenco, ki bo drugo leto ob slovenskem kulturnem prazniku in bo ker je pač travma del kulturnega, nezavednega, in upajmo, da bo postala tudi del kulturne zavesti, obdelava travme smo jo dali na kulturni praznik, tako da ne nam zameriti, da saj nekaj počnemo, torej ni samo gostilna, ampak je tudi lahko konferenca o travmi. In torej imeli bomo tudi dva gosta, ena bo iz Rusije, jungovska psihoanalitičarka Oksana Lavrova in dr. Robert Oravec iz Ormoža, ki je pač slovenski, mogoče najvidnejši strokovnjak za travmo. Torej, jutri bo objavljen razpis za prispevke, torej na Institutu IPAL imamo način konferenc, ki je skušamo res demokratično razpisati in imeti potem, tukaj bo na voljo 7 prispevkov, vsak se lahko prijavi, torej terapeuti, specialisti za aktivno sodelovanje in seveda potem malo kasneje, v naslednjih mesecih pa tudi upamo, da bo zanimalo, da se bo se tudi prijavili kot udeleženci, pa dosti EPP-ja. Res vidite, da se je pa nekako namenil, zdaj bomo pa obdelali mi to travmo, a ne? Pač, tako. Lejte, jaz bomo kar zaključili, hotela sem še prebrati, a imamo še za 6 vrstic energije? Seveda. Dajmo.
Namreč pravljice se velikokrat končajo živeti srečno do konca svojih dni in Kalšec zelo dobro pove, kaj to pomeni. Živeti srečno do konca svojih dni v pravljicah v resnici pomeni ne živeti niti v blaženosti na eni, niti v prazni realnosti na drugi strani, temveč živeti v svetu, kjer se ograja med domišljijo in resničnostjo podre in postane prožna meja. To presega Freudovo bedo vsakdanjosti. To pomeni, da živimo življenje, kakršno si želimo, in da boj, s katerim ga poskušamo doseči, delimo z drugimi, ki počnejo enako. Toliko za zaključek, da se še zahvalim konzorciju, ki nas gosti tukaj, vam, ki ste se v tolikšnem številu, ste nas počastili s svojo prisotnostjo in predvsem vama, da ste delili svoje znanje, izkušnje in tako no, pojdite in živite srečno do konca svojih dni. Hvala, Mateja. Če bi kdo bi rekel obveščeno dogajanju, lahko tukaj nam pusti e-mail, pa bo dobival obvestila. Ok, srečno. Zdaj pa treba, da te shrani. Kot da sem še ono. Aha. Ker da se stavim to. A lahko dvigneš? Stavim. Rumbom. Sem dvigam to. Na koncu, veš, je treba, da te shrani video. Finish.